Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Starja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zdravniki stavkajo že 7 tednov. Vlada in njeni plačani, tako imenovani civilno-družbeni priveski, se na vse kriplje trudijo prikazati, kot da v tem času ničesar ne delajo. To seveda ni res. Po drugi strani zdravniki dokazujejo, da med stavko delajo najmanj toliko, če ne še več, kot kadar ne stavkajo. Če povzamemo, zgleda, da bo stavka še dolgo. Več o tej temi pa v naši jutrišnji oddaji. Sedaj pa se lotimo 88. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali influencerske volitve. Zakaj gredo influencerke na volitve? Dolgo so se upirali, na koncu pa le popustili. Tudi v naši najbolj pokončni politični stranki, Slovenski demokratski stranki, so očitno podlegli virusu novih obrazov in na listo uvrstili eno influencerko in eno novinarko. Zakaj gredo influencerke na volitve, nam bo povedala naša posebna gostja, kandidatka na evropskih volitvah na listi SDS, Karin Planinšek. Karin, toplo pozdravljena ponovno v Faktorju. Lepo pozdravljeni, pa hvala za povabilo. Prosim, ni zakaj, smo zelo veseli, da si z nami. Karin, dajva začeti takole. Kako bi ti recimo opredelila, kaj je to, oziroma kdo je to influencer? Imaš ti kakšno svojo definicijo, kako ti recimo na te stvari gledaš? Jaz bi zdaj najprej povedala, da ne gre, jaz ne bi to opredelila, kakor da gre za neke influencerske volitve, ker to se mi zdi, se lahko sliši tudi mogoče malo žaljivo, ker danes influencerje pojmujemo kot, ne vem, recimo Tino Gaber, ki naši državi dela samo škodo, se vmešava v stvari, ki ji ni treba, se obnaša neprimerno. Potem influencerke so ponavadi tiste punce, ki na Instagramu prodajajo neke kode za popust, se veliko slikajo, rade z nami delijo, kaj so kupile, katera šminka je v redu, katera ne. Mislim, jaz ne pravim, da zdaj so pa vsi influencerji taki, ampak ponavadi, ko rečemo influencer, ljudje takoj pomislimo na to, In jaz bi zdaj tukaj povedala, da se jaz ne grem neko influencerko, neko vplivnico. Res je, da delim svoje mnenje na družabnih omrežjih, ampak jaz nikoli nisem bila nagnjena k temu, da bi prav preveč delila na družabnih omrežjih, me to nikoli ni zanimalo. Sem vedno bila bolj, vedno sem raje videla, da pač je moje življenje, moja zasebnost, to pač nikogar ne zanima, niti se mi še danes ne objavljam prav veliko slik sebe napram drugim mojim vrstnicam. Ampak jaz sem se predvsem odločila, da se začnem javno izpostavljati na družabnih omrežjih, ne zato, ker je to moderno, ne zato, ker bi želela pozornost, pa niti ne zato, ker bi to hotela od mene stranka, ampak zato, ker smo prišli v čase, ko ima država nek monopol nad mediji, ko ne smemo, ko se v medijih določene stvari ne smejo govoriti. In kaj nam potem preostane? Družbena omrežja, In to je v bistvu, če tako pogledamo, zelo veliko orožje, ki ga imamo v rokah vsi danes, prav vsi. In zakaj tega ne bi izkoristili, da delimo svoje mnenje, da pokažemo, da določene stvari niso prav, niso tako, kot so nam bile predstavljene iz strani vladajočih oziroma iz strani mainstream medijev. Pa predvsem je tukaj še to dejstvo, da mladi danes ne gledajo več televizije, teh tradicionalnih medijev, ampak so predvsem na družabnih omrežjih, In jaz, ker sem se odločila, da želim nekaj spremeniti, da želim ljudi ozaveščati in s tem nekako pomagati k boljšemu stanju v naši družbi, sem pač si rekla prav, bom pa izkoristila družabna omrežja, ki so neverjetno močni kanali, če jih znaš pravilno uporabljati. No, ampak ne glede na vse, Karin, se mi zdi, ti ni bilo čisto všeč vprašanje ali pa moj uvod, ampak si vseeno odgovorila, se mi zdi, na moje vprašanje. Vendarle podcast Ti še vztrajaš, s kolegico Zalo ste ga zaštartale na tekočem, je vpliven, ne glede na vse. Pač imeli ste nekaj odmevnih intervjujev, nekaj odmevnih gostov,
dominantni mediji so vaju takoj opazili, ko ste začeli, ne, in vaju tudi izvedli neke vrste pogrom nad vama. Vidimo, da pač ljudi zanima to, kar imaš za povedati. Se pravi, po eni strani ti res, kot praviš, izkoriščaš družbena omrežja, po drugi strani pa ni to zgolj za tvojo lastno dušo, če smem tako reči, ker vendarle imaš neko publiko, ne? Se pravi, javno zanima to, kar imaš za povedati. Ja, definitivno. Jaz moram povedati, da odkar sva z Zalo ustanovili to platformo, je bil odziv zelo velik. Še vedno se mi zdi, da publika kar nekako raste, ker v bistvu se pozna, da ljudje imajo dovolj. Dovolj imajo laži, dovolj imajo zavajanja, dovolj imajo postavljanja drugih narodov pred lastnim narodom, dovolj imajo, da naše stiske Slovencev niso slišane. Dovolj imajo predvsem te vlade, ki smo pač videli, da sploh nima več nikakršne podpore in sploh ne vem še, kaj delajo na oblasti. In jaz vidim pri svoji publiki, da so ljudje res nezadovoljni in všeč jim je tudi to, da vidijo nekoga, ki govori iz srca, ki pač res želi na nekaj vplivati, ki želi nekaj spremeniti na boljše, ne. Ljudje imajo dovolj neke zlaganosti, nekih utvar, ki jih politiki radi prodajamo, recimo, pred volitvami. Predvsem ljudje iščejo neko pristnost nekoga, ki pač res samo ima dovolj kot vsi ostali in je pripravljen prevzeti pobudo in vse nas skupaj voditi v lepšo prihodnost, ne. Se pravi, če te prav razumem, tebi ni bilo dosti, da si rekla, imamo dovolj, ker to marsikdo med nami recimo reče, ne? Ampak si zdaj potegnila tudi neko dosti odločno potezo. Skratka, si bila že prej aktivna v politiki, ampak marsikdo tega ni vedel ali pa širša javnost tega ni vedela. Zdaj pa boš recimo si stopila v ospredje, ne? Uvrščena si na listo za volitve pač Slovenske demokratske stranke, naše največje opozicijske stranke, druge največje stranke ta hip v parlamentu. To ni majhna stvar. Ja, jaz sem v bistvu že odkar se je začel ta podcast, no, pa v bistvu že prej, sem imela željo se udejanjati v politiki, ker vem, da pač, da ne moreš, treba je preiti od besed k dejanjem, ne. Ljudje, ne moreš samo govoriti, pa kako bi moralo biti, pa zakaj ni tako biti, treba je tudi nekaj narediti. In seveda so se približevale evropske volitve in jaz sem to vzela kot izjemno priložnost, da zdaj začnem svojo politično pot, ker zdaj se mi zdi res ključen trenutek, da se ljudje, sploh mladi, začnemo udejanjati v politiki, ker smo in na ravni domovine in na ravni evropske skupnosti mi pač drvimo v brezno, ne. Zdaj pri nas doma smo najbrž v to brezno že zleteli, glede na vsa dogajanja zadnje čase, pa propadajoče zdravstvo, pa gospodarstvo, ki komaj še diha, a ne. Evropska skupnost je pa tako ali tako že dolgo tega skrenila s poti, ne. In jaz mislim, da sem naredila pravo odločitev, da te korake naredim zdaj, ker mi rabimo neko svežino, rabimo neko pristnost, rabimo nekoga, ki zna prisluhniti ljudem in zna nagovarjati ljudi, ker jaz še vedno, moja želja je, da bi še vedno ohranila ta stik z ljudmi, ki ga imam zdaj na družbenih omrežjih. Jaz mislim, da je to tudi zelo pozitivno, da v politiki vidimo nekaj novega, da vidimo nekoga, ki je pripravljen izkoristiti vse kanale, ki so nam na voljo, da ljudem pokaže, kaj se dogaja, da vzpostavi stik z ljudmi, da ljudem pokaže, da mu ni vseeno. In ja, zato, tako kot sem že povedala, jaz mislim, da je bila to prava odločitev v pravem času. Ja, ravno to sem te mislil vprašati, ne. Če zdaj pogledamo to listo SDS za evropske volitve, praktično razen tebe pa Zale Tomašič, ne, ki je za tabo na listi na mesto številka 9, je v bistvu sama preizkušena, tako rekoč, politična imena, ne. Vidve sta glede tega na nek način izjemi. Kako si ti to razlagaš? Meni se v bistvu zdi zelo pozitivno že to dejstvo, da je stranka prvič uvrstila na listo kar dve mladi osebi, dve mladi punci, ker ponavadi je bil nekako dogovor tak, da podmladek je imel enega kandidata na listi, ostale so bile nekako
uveljavljena imena. Letos se je pa zgodilo prvič, da se je stranka odločila, da znatno poveča delež mladih na listih in meni se to zdi zares pozitivno zaradi vsega tega, kar sem že prej povedala. Jaz sem izjemno počaščena tudi, da so v stranki prepoznali ta moj izjemno močan zanos po tem, da spremenimo stvari na boljše in da se norostim upremo, da začnemo narod spet usmerjati na pravo pot. In jaz mislim, da če bomo šli tako naprej, da je pravilno, da se mladim daje vedno več priložnosti za vstop v politiko, ker mladi imamo močne glasove, mi imamo veliko za povedati, ne. Sam mladim je pač treba dati zvočnike, a ne, ker recimo, če pogledamo drugo stran, če pogledamo levi pol, ne, imamo Niko Kovač, imamo Jaša Jenulla, ki so jim dani zvočniki skoraj da ne takoj. So neki izbranci režima, so varuhi režima in oni lahko govorijo karkoli hočejo, kadarkoli hočejo, vedno bojo mainstream mediji zraven. Ko pa recimo če pa ti pripadaš nasprotnemu polu, pa lahko, da se sploh ne deklariraš kot desničar, ampak samo, da mogoče se z določenimi stvarmi ne strinjaš, kot jih zastavlja trenutno oblast, potem pa nihče te ne povoha, pač boriš se na socialnih omrežjih za pozornost, v to je namreč treba vložiti veliko, veliko dela, da ti lahko nekako, da pridobiš publiko na socialnih omrežjih, da ti publika konstantno raste, ne, je treba slediti trendom. Te kratki videoti, ki so lahko dolgi tudi manj kot minuto ali pa tam nekje do minuto, v bistvu vzamejo ogromno nekega dela, ne, tudi po 1 uro, 2 uri gre za en tak kratek video, a ne, in v bistvu, kar želim povedati je, da tisti mladi, ki smo na drugi strani, moramo res ogromno energije vložiti v to, da smo slišani. Vam ni z rožicami poslano, ne? Dejansko je tako, ne. Potem se moraš pa še soočati z kar nizkotnimi komentarji, dobro, ampak to je pač že malo treba vzeti v zakup, če se pač izpostavljaš na internetu, to pač tako je. Potem je pa tukaj še, da se te mediji lotevajo, ne, recimo tako, kot so se naju zalo revija Mladina, pa tisti portal Oštro. Dejansko ni lahko, no. Še eno stvar je treba vzeti v zakup, Karin, to pa pri nas so oglasi, ne, tako da ne naumiti gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj se Karin Planinšek oziroma zakaj se influencerke odpravljajo na evropske volitve. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naša posebna gostja, Karin Planinšek, ki jo poznamo iz podcasta Na tekočem, sicer pa kandidatka Slovenske demokratske stranke na evropskih volitvah. Pogovarjava pa se o tem, zakaj je šla na volitve. Zdaj, Karin, na kratko si že omenila v prvem delu oddaje, no, ampak vseeno bi te rad še enkrat o tem povprašal. Zdaj, kolikor vemo, ti nisi takega tipa, bi rekla, mlada oseba, ki je družbeno angažirana ali pa ki se loteva politike, kot recimo Nika Kovač, ki je hčerka Mihe Kovača, ali pa Jaša Jenull, ki je sin pač državnega tožilca in pa visoko pozicionirane mestne uradnice oziroma političarke. Ti si bolj samonikla glede tega, ne? Ja, res je. Meni to ni bilo položeno v zibelko, tako kot nekaterim, ne. Jaz sem v bistvu programerka, ne. Jaz sem se ukvarjala, se še vedno ukvarjam z razvojem programske opreme. Tudi doma se nikoli nismo politično angažirali, nič izpostavljali, tudi nismo se nikoli dejansko nič politično opredeljevali, kaj prav preveč. Je pa nekaj res, ne, da odkar sem pa od malih nog, pa jaz že čutim res nek močen zanos po tem, da bi lahko družbi prispevala nekaj dobrega, da bi lahko pomagala ljudem do boljšega življenja, da bi vsi lahko
boljše živeli v tem svetu in tudi vedno so me izjemno prizadele krivice. Nisem mogla tega nikdar gledati, nisem pa dejansko točno vedela, kako naj jaz to začnem izpolnjevati, ne, to moje poslanstvo, ki sem ga vedno čutila. In nekaj časa, ko sem bila še v puberteti, pa sem bila še malo naivna, ne, sem si rekla, ja, jaz bom pa del kakšne nevladne organizacije. No, potem smo pač videli, kakšna je ta zgodba z nevladnimi organizacijami, a ne. No, vsaj recimo pri tabornikih si lahko, ali pa pri skavtih, To ali je pa pri res. gasilcih mogoče. To je res, tukaj ni kaj za reči, ampak jaz sem hotela biti pri kakšni nevladni organizaciji, ki vpliva na družbeno dogajanje, ki lahko dela premike v državi, in pa če gledamo primer naše države, pa tudi drugod po svetu, ne, so v ospredje vedno pridejo tisti, ki so pravega priimka, ki so pravega političnega nazora, ki v bistvu več kot očitno ne delajo za ljudstvo, kot se sami sebe proglašajo, ampak delajo izključno za lastne interese, ker pač so videli, da je na tem področju neomejeno količino denarja, strani oblasti, strani določenih humanitarcev, kot so George Soros, ki pač jim je v interesu financirati taka družbena gibanja, a ne. In so se pač potem ljudje začeli okoriščati iz tega naslova. Tako da jaz sem v bistvu, pri meni je bil prelomen trenutek ta vlada, ki je trenutno na oblasti, ki je res že ob nastopu mandata se je videlo, da tole se pa ne bo dobro končalo za slovenski narod, da tole ne pelje nikamor, njihova ekscesna obnašanja že strani predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Mislim, to je nevideno v naši državi in jaz sem takrat nenehno sem razmišljala, kaj jaz lahko naredim, in potem sem bila tako, ja, pismo, saj imam Facebook, saj imam Instagram, TikToka v resnici nisem imela, ker ga tudi tako protestno si ga nisem hotela naložiti, ne, ker vem, koliko mladi na tem visijo, ampak je pa to še neki kanal, kjer ti lahko širiš ne samo pač neke, se opravičujem izrazu, bedarije, a ne, zakaj ne bi izkoristili te ogromne platforme, da širimo nekaj dobrega, da pač ljudem pokažemo, kaj se v resnici dogaja, kako bi lahko bilo boljše. In takrat sem se jaz, ja, v bistvu čez čas je pol ta odločitev nekako se pojavila kot strela z jasnega, da se jaz začnem izpostavljati, spoznale sva se z Zalo, in potem vedno bolj aktivna sem bila tudi v politiki, vedno bolj sem si tudi želela biti del politike in da bi lahko ustvarjala boljše okolje za vse nas, da bi lahko izbrisala vse krivice, vse stvari, ki niso v redu. Recimo ravno to, kar se zdaj dogaja v Državnem zboru, ko so sprejeli ta zakon za uveljavljanje kulturnih pravic narodov bivše Jugoslavije. Mislim, s tem... Kaj te recimo pri tem zakonu zmotilo? Ja, že recimo to, da uveljavljamo kulturne pravice narodov bivše Jugoslavije. To mene spomni na to, kot mladega človeka, da mi spet imamo neko željo po Jugoslaviji, spet jo obujamo, joj, pa dajmo tem narodom, ker smo bili včasih v skupni državi, dajmo se potem še naprej obnašati, kot da smo skupna država, ne. In to je absurd, mi se oklepamo totalitarnega režima, ki ga je celotna evropska skupnost obsodila. Obsodila je vse 3 totalitarne režime, mi pa tukaj, ja, seveda, smo obsodili nacizem, smo obsodili fašizem, ampak komunizem je pa zgleda super, fino in fajn, imeli smo se ful dobro v 80-ih, čeprav je primanjkovalo osnovnih živil, bencina je bilo vedno manj, inflacija je bila 1000-odstotna, zapirali so politične nasprotnike, da ne omenjam povojnih pobojev, ne, in zdaj se gremo mi spet obujanje neke bivše skupnosti in zdaj bomo v šole uvajali učenje maternega jezika teh narodov. Jaz seveda nimam nič proti
tem narodom, da so tukaj, da oni med sabo govorijo materni jezik, mislim, to je logično. Pač, mislim, se smo ljudje, tudi če grem jaz v Nemčijo, pa imam tam družino, se bom z njimi pogovarjala slovensko. Ampak če grem jaz v Nemčijo, mislim, jaz si ne predstavljam, niti ne pričakujem, da bi kdorkoli se tam meni prilagajal, pa se učil slovensko, zato ker sem jaz tja prišla. To je nepojmljivo, to se nam Slovencem nikoli ne dogaja, ampak vsi, ki pa pridejo v našo državo, se jim pa mi vedno prilagajamo. To je že ta slovenska mentaliteta, se mi zdi, ki že izhaja iz tega, da smo toliko časa živeli v skupni državi. Ampak zdaj pa vlada to še poslabšuje. Zdaj pa potem v veliko vrtcih in osnovnih šolah se morajo zdaj že vzgojiteljice in učiteljice učiti albansko. Mislim, potem se pa pogovarjamo o tem, da je problem, ker se te otroci ne integrirajo. Ja, mislim, logično, se jim niti ne damo možnosti. Oni pridejo sem, in se bomo šli mi učiti njihovega jezika, zato da bo njim tukaj ful super, ful fino, fajn, dajemo jim bajne socialne dodatke, ki jih slovenske družine ne vidijo, ko so v stiski, a ne? In to je meni absurdno. Jaz sem odločno sem proti temu, ker to je brisanje slovenske narodne identitete, ki se v bistvu potihoma dogaja že celotnih 30 let, mogoče ne celotnih, ampak postopoma, pa vedno močneje je to, ne? Vedno močneje je to brisanje slovenske narodne identitete, slovenskega jezika. Te Slovenci se bojo itak vsem prilagodili. Mislim, zakaj pa sploh mi ne moremo obstati kot narod, če se tako obnašamo sami do sebe? Ne moremo. Zdaj, Karin, marsikomu se zagotovo zdi marsikaj od tega, kar si povedala, zelo smiselno, ampak takole te bom vprašal, se ti res zdi, da v Evropskem parlamentu lahko kaj od tega, kar si povedala, spremeniš na boljše? Ker mi smo že kar nekaj časa člani Evropske unije, Slovenija, imamo evropske poslance že celo vrsto let, vseeno se je to dogajalo, kar ti zdaj opisuješ. Res je, ni bilo tebe tam, ampak vseeno, ne? Me zanima, misliš, da lahko z pozicije evroposlanke kaj od tega spremeniš? Ja, definitivno. Že če pogledamo primer, kaj je zdajle uspel evropski poslanki Romani Tomc, se pravi, da je bila dejansko v Evropskem parlamentu debata o tem, kako je naša vlada barbarsko ukinila dan spomina na žrtve komunizma. Že to se meni zdi izjemen dosežek, da se je to slišalo v Evropski skupnosti. In ogromno evroposlancev iz drugih držav se je zgražalo nad našo državo, da kaj se grejo, da leta 2024 mi še vedno pometamo pod preprogo te žrtve komunizma. Tako da jaz sem definitivno prepričana, da iz Evropskega parlamenta, ker če pogledamo, Evropski parlament nam kroji ogromno zakonodaje prihaja iz Evropskega parlamenta, ne? Mi dobivamo uredbe, direktive, ki jih pač moramo sprejeti, oziroma uredba takoj neposredno postane del naše zakonodaje, direktivo moramo potem dejansko še spraviti v našo zakonodajo. Tako da v Bruslju je ogromna moč, ki pa se premalo izkorišča. In še nekaj je, če mi ne bi bili zdajle del Evropske skupnosti, jaz se res sprašujem, kaj bi zdajle že bilo v naši državi. Jaz mislim, da je Evropska skupnost edina, ki tele naše radikalne komuniste še drži nazaj. Ker čemu smo priča zadnjih par mesecev, v bistvu ne, že odkar je Golobova vlada nastopila mandat, to so navadni revolucionarji. Navadni revolucionarji, ki se jim gre samo za to, kaj bojo zbasali v lasten žep, dol jim visi za narod. Naravnost povedano jim dol visi. Mi imamo tukaj ulične aktiviste, Jaša Jenulla, ki se dobesedno dere, kako so zdravniki največji bav v državi, da so oni za vsega krivi. Ja, mislim, jaz ne vem, a Jaša Jenull res ne ve, kako zdravstveni sistem pri nas funkcionira, ali namerno zavaja.
zato da preobračamo pozornost drugam, ne? Namesto, da bi se vsi ukvarjali s tem, da je slovenska vlada zavozila zdravstvo oziroma je tista, ki ga ne rešuje, pa bi ga morala, se je k temu tudi zavezala in so zdaj to lepo pometli z mize, kakor da nič ni bilo, ne. Mislim, in jaz res ne vem, v kakšni državi mi sploh še živimo. In Evropska skupnost je trenutno edina, ki to nekako še drži nazaj, da ne sprostijo oni vseh svojih komunističnih kremplov, pa nam kar vse poberejo. Tako da jaz, kot sem že rekla, Bruselj ima tukaj izjemno moč, ki jo moramo še bolj izkoristiti, tako kot jo je zdaj izkoristila Romana Tomc, s tem, da je spravila to obujanje komunizma oziroma pometanje pod preprogo vseh žrtev, ki so nastale v času komunizma. Potem imamo Milana Zvera, ki se pravi aktivno poziva Věro Jourovo, da ne oziroma Evropsko komisijo, da ne izda dokumente, ki pričajo o tem, zakaj je ona se sploh sestajala z predsednikom Ustavnega sodišča. Kaj je ona imela tukaj za početi takrat in ravno dan potem pa je Ustavno sodišče sprostilo zadržan del novele zakona o javni RTV. In zato jaz res mislim, da v Bruslju rabimo več takih glasov, več takih ljudi, ki so res pripravljeni delati, ker nekaj je ogromno. Videli smo že primere recimo evropskih poslancev, ki štrikajo med sejami, med plenarnimi zasedanjami, ne. To so ljudje, ki tam nimajo kaj početi. To so ljudje, ki iščejo funkcije, ki iščejo denar. Mi tam potrebujemo ljudi, ki v sebi čutijo in vejo, da so sposobni nekaj narediti, ki so sposobni dihati za to, da se nekaj spreobrne na boljše. To mi potrebujemo. Sicer mi grede, čeprav vem, ti tudi štrikaš, ampak verjetno v službi ne, ker kode si ne piše sam. Jaz hobije pač prihranim za svoj prosti čas. Ok, v redu, to je dobro vedeti, predno se podajaš na svoje prve volitve. Zdaj, Karin, na katere volivce ti pravzaprav računaš? Dostikrat slišimo, mladi ne hodijo na volitve, to jih ne zanima, zelo slaba je volilna udeležba med mladimi. Nazadnje se je sicer začela dvigovati, ampak vendarle ne. Teme, o katerih se pogovarjamo, nekako zadevajo, se mi zdi, bolj stare ljudi, starejše ljudi, no. Veliko se pogovarjamo o pokojninah in tako naprej. Zelo malo se pogovarjamo o temah na splošno v politiki, ki zadevajo mlade. Na katere volivce ti pravzaprav računaš? Predvsem jaz, že odkar sem ustanovila, sva Zalo ustanovili podcast, jaz želim pritegniti mlade, želim jim pokazati, ker problem pri mladih danes je, da jih res stvari ne zanimajo, zelo so pasivni, ne. In jaz predvsem ciljam na mlade, ampak ne samo na mlade, seveda kdorkoli bo prepoznal v meni nek glas, ki je pripravljen nekaj narediti za slovenski narod, vsakega glasu sem vesela. Bom pa seveda najbolj vesela, če se bodo zame odločili tudi mladi, ker jaz namreč vidim velik problem tudi v tem, da mladi ne moremo do stanovanj. Jaz sem v isti situaciji. Jaz kot 25 let stara razvijalka programske opreme, meni se ne splača zdajle odseliti na svoje, ne. Ne splača se mi, ker so najemnine so pregrešno visoke. Hočeš reči, da si ne moreš privoščiti tega, ne? Ne morem, oziroma lahko bi, ampak bi živela iz rok v usta, ne. Slabše kot zdaj, ne. In zakaj bi mogli mi mladi životariti za to, da se lahko komaj odselimo na svoje, mislim, a bomo celo življenje živeli v najemu, ne. Ker zdi se, kot da je to postala narativa, da nas vse spravijo v najem, ampak to ni prav. Vsak si zasluži dobiti neko spodobno stanovanje, kjer obenem lahko tudi varčuje nekoč za nakup nepremičnine ali stanovanja ali hiše, ne. Ampak mislim, že krediti danes, pa cene nepremičnin, pa ogorčena sem tudi nad tem, da imajo poslanci recimo toliko nižje cene najema stanovanj, medtem ko imamo pač na običajni državljani, zdaj se mi zdi že
15 evrov na kvadratni kilometer, če se ne motim. Kvadratni meter, ja. Se upravičujem, kvadratni meter. Mislim, to je absurdno in to ni problem samo pri nas. To je problem zdaj po celotni Evropi. Ne? Mladi ne moremo do stanovanj in kaj, bomo, mislim, do 50. leta živeli pri starših doma, ker treba je računati, hiše se ne gradijo več tako, kot so se gradile v 70. letih, kjer je bil spoden nadstropje je bil za staro mamo, pa starega očeta, potem je bil še en nadstropje, ki je bil drug stanovanje, se pravi več družinske hiše. Zdaj hiše niso več vse take, ne? Jaz recimo ne živim v hiši, kjer bi si jaz lahko nek del hiše uredila za svoje stanovanje. Nimaš svojega nadstropja, ja. Tako, ja. In tako ne gre več naprej. Treba je omogočiti več gradenj, pa še to imamo. Recimo trenutna vlada nam je v predvolilnih obljubah so nam govorili, 30 000 stanovanj, lopate imamo že pripravljene, kje so zdaj stanovanja? Potem je kar naenkrat to padlo na 3000 stanovanj do leta 2026 ali 2025, nisem sigurna, potem že na 2000 stanovanj na leto, zdaj pa je spet se vse potihnilo, potem se je zdajle nedolgo nazaj spet oglasil minister Maljevac, ki je rekel 5000 stanovanj do leta 2026, če se ne motim. Mislim, če se še med sabo ne znajo zjasniti, koliko stanovanj na leto bojo oni gradili, pol jih očitno sploh ne bojo gradili. Tu je po moje vsaka številka prava, ker nobena ni realna, kakor vidimo, ne. Ampak zdaj, Karin, se pravi, povedala si, na katere volivce računaš, ne? Verjetno ta tvoja pot v politiko bolj prava, bolj zdrava, bi si upal reči. Ampak vendarle imamo tudi drugačne poti. Recimo imamo pot, kot jaz pravim, prve konkubine v državi Tine Gaber. Ona je izbrala neko drugačno pot, pa tudi vpliva zdaj na naše življenje, vpliva na sprejemanje odločitev vlade in politike. To praktično vidimo vsakodnevno. Zdaj, v zadnjem času so zaokrožili celo posnetke, kako parkira svoje vozilo tam na vladi, in tako naprej in tako naprej. Skratka, zdaj, kako ti kot neka mlada oseba, ki pač bi rada spreminjala svet na bolje, kot praviš, gledaš recimo na njo in na te stvari? Jaz v bistvu tukaj moram reči, da ne vem, kaj točno se dogaja z Golobovimi PR svetovalci, da dopuščajo tako vedenje njegove partnerke, ker ona se mislim, tle bi se moral cel kabinet predsednika vlade zavedati, da pač ona je v vezi z uradno osebo in se mora temu primerno tudi obnašati. V uradni zvezi, ne samo domnevni. V uradni zvezi, tako ja. In tukaj bi morala gospa preiti iz te njene kariere neke Instagramuše, če se lahko temu tako izrazim, pa se začeti resno in dostojno obnašati. Tudi gospa je stara, se v bistvu ne vem točno, koliko je ona stara, ampak sigurno več kot 30. Pri damah se to ne govori, jaz vem. Se ne govori, ampak precej nad 30. Je starejša od mene, in jaz recimo precej, že pri teh letih vem, da je to, mislim, to se ne spodobi, to je absurdno, da imamo na položajih take ljudi in absurdno je pa to, da predsednik vlade to dopušča. Da on dopušča, da ona na Instagram objavlja, kako se one dva slikata v trenirkah pa belih supergah. Mislim, predsednik vlade sploh ne sme v javnosti biti viden v trenirkah. Jaz verjamem, da nekateri si bodo mislili, pa sej nismo več tako konzervativni. Medklic, Karina, misliš, da je to del te kampanje za uveljavljanje kulturnih pravic narodov bivše Jugoslavije? Ker če ti sam sebe vemo sicer vsi, upam, da se strinjava, Tina Gaber, posebej pa Robert Golob, nimata nič s trenirkarji. Vemo tudi, da je trenirkar v bistvu slabšalni izraz za pač pripadnike narodov bivše skupne države. In zdaj, kako si ti to razlagaš, recimo, da se zdaj on razglasi za trenirkarja? Iz koga se od norca dela? Iz nas, iz sebe, iz teh ljudi? Jaz mislim, da gospa Tina niti ni točno vedela, kaj ona sploh piše pod to sliko. Jaz bi to tako ocenila. Robert Golob pa res ne vem, kaj mu beži po glavi, a mu je res totalno, mogoče si pa mislil, saj imamo že tako slabo javnomnenjsko podporo, da itak že vseeno, kaj si bojo pa še zdaj mislili o meni, če se pojavim v trenirki, ampak mislim,
mi imamo na položajih ljudi, ki se ne znajo obnašati in že po tem obnašanju nam povedo, da oni niso primerni za vodenje države. To ni človek, ki bi lahko ustvarjal v Sloveniji blaginjo, ampak več kot očitno to so ljudje, ki so zdaj prišli na oblast, se imajo fino, oni poleg tega, se pravi Robert Golob, poleg tega, da je predsednik vlade, on še na veliko biznisira zraven svojemu podjetjem Star Solar, pa se to nobenemu ne zdi prav kaj preveč sporno, a ne? KPK je tudi si vzel svoj čas, ko to obravnava, tudi v bistvu so že rekli, da to ni nič sporno, če ima predsednik vlade zraven svoje podjetje. Ja, mislim, podjetje, ki trguje z državnim premoženjem, ki trguje z državno firmo. Ja, dobesedno sam sabo on trguje. Dobesedno sam sabo. V obeh podjetjih, ki trgujeta, je v odločevalski vlogi. Ne? Pri enem je lastnik, pri drugem je pa predsednik skupščine. Ja. No, in to je v naši državi kar vse v redu, zato ker so oni pravi ljudje. Tina Gaber se tam gre influencerko, pa pokaže nam, kako ona kuha juhice. Potem, že prej se je kazalo, da je ta ženska zelo sporna in da ni primerna za sploh javno izpostavljanje, ker recimo, jaz sem videla njeno diplomsko delo ali magistrsko delo, nisem zdaj čisto sigurna. Naslov je bila Bela estrada, kjer je ona govorila o tem, kako je to in sploh hudo, ker si nekateri ne morejo privoščiti kokaina, ker je ta pač zelo drag. Mislim, kaj? In to je pač nam vse normalno. In bilo je tudi že dejansko v Pahorjevi vladi, je bila ta gospodična nekako udeležena v to, oziroma bila partnerka z ministrom Patrikom Vlačičem in že takrat so bili problemi z njo, ko je kar uletavala v pisarno od Boruta Pahorja, ki je bil takrat predsednik vlade. Ona je bila že takrat, se je izkazala kot problematična, ampak ne vem, zakaj jo nihče ne ustavi. Takrat je uletavala, pa je potem takratni predsednik vlade Pahor postavil pred vrata, zdaj očitno se je nekaj naučila, ne? Zdaj ne rabi več uletavati, je tam praktično doma. Jaz sicer ne poznam točno cen kokaina, ne vem tudi, če ona dva uživate kokain, ampak verjamem, da si ga zdaj lahko privoščite, tako da če si ga takrat nista. Karin, počasi se najin današnji pogovor izteka. Imaš še ravno toliko časa, da daš eno bi rekel, zaključno misel, kaj bo tvoje osnovno sporočilo na teh evropskih volitvah? Moje osnovno sporočilo je to, da v bistvu živimo v časih, kjer je vsem ljudem že jasno, da smo popolnoma zašli s poti in da tako ne gre več naprej. In jaz mislim, da te volitve bojo zdaj ključne, ko bojo ljudje dali jasno vedeti, da mi rabimo glasove zdravega razuma v Evropskem parlamentu, ki lahko vplivajo tudi na domovino. To je predvsem, zato so te evropske volitve tako prelomne, ker s tem bojo ljudje pokazali, ljudje so že več kot jasno pokazali, da imajo dovolj tega zelenega prehoda, dovolj imajo draginje, dovolj spuščanja hord migrantov v našo domovino. In jaz mislim, da se bo zdaj zadeva premaknila močno v konzervativno smer, kar je tudi prav, ker z nasprotjo stranjo očitno ne gre več. V redu, Karin Planinšek, najlepša hvala za tvoje današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil tem, zakaj gredo prave influencerke na volitve, že 996. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali stavka ali kulturna revolucija. Zakaj si vlada ne prizadeva za končanje zdravniške stavke in zakaj namesto tega raje fura kulturno revolucijo? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.